Midva so se danes podala naprej, že od včeraj do 8 zvečer jadrava. Kar dobro šibova, tako da imava tam 6 vozlov povprečje. Tako da danes bova kar nekaj mil naredila. Do cilja imava še slabih 300 mil oziroma nekje dobre 2 dni. Midva plujeva naprej, danes je bila druga noč. Jaz sem spet delal, se zgodaj zjutraj. Vžgal sem generator za elektriko, da lahko vžgem Starlink, ker takrat ful elektrike pokur, da bi naložil vlog, ki naj bi bil jutri javen, če mi bo uspelo ga naložiti, ne vem. In kaj je bilo tukaj zadaj, ga prevežem in je bilo vse od olja je kaplalo s tele nogice. Tako da nisem vedel, kaj je, zdaj sem razdrl. Bliža se najina 3. noč. Malo bo sonce zašlo. Več pa tukajle, ko kažem, pa tam. Zdaj prva 2 otoka, v bistvu tole atol, ki je zaprt, se ne da vplut. Na tej strani je pa otok, tako da moramo nadaljevati do naslednjega atola, ki bo odprt, v katerega bova lahko vplula. Do tam imava pa še 135 mil. Glede na hitrost, kako plujemo, bova jutri popoldne že tam. To je sedaj najin atol, v katerega bova vplula. Tam 6 mil južneje. Upam, da nama bo uspelo. Malo so pogledala plimo seko, naj bi bila zdaj plima, se pravi, da bo voda tekla v atol, se pravi, edino kontra veter bova imela. Šla bova pa na vzhodno stran atola, čez je za plut pa 6 mil. Tako da 6 mil bova šla pa na motor zdaj zadnji. Evo, prihaja nevihta. Je kar pospravila glavno jadro, pa zvila Dženovo. Zdaj bom pa videla. Jeva proti vhodu, če naj bo glih doblo, nevihta bolj da počaka od zunaj, preden greva noter. Sva še tendo zaprla, če bo že spahnilo, naj še cel kokpit. Glede na to, da se po mojem ne bo nič videlo, karte so nenatančne, bomo morali kar od zunaj pred vhodom počakati, dokler ne gre tole mil, se bo šlo hitro. Razen, če bo šlo zdaj toliko za nama, ker ne greva tukaj le noter, za pol milje noter drugače. Bomo videla. Piha ne tako fajn. Tako da zaenkrat je super. Nevihta je šla mimo, ko je sedela je valovi. V bistvu plujemo noter z 9 vozli drugače, neverjetno. Ni bilo hudega. 1 minuta je bilo tako malo adrenalinsko, glede koliko da bi šla po brzicah gor. Po GPS-u sva šla 9 vozlov drugače. Talija gleda, če so kakšne plitvine. Tukaj je ena, mi je pokazala, jaz si jo sam vidim. Jo kliče na jesen pride, me sploh ne sliš, kaj tako piha. Mogoče se zdaj vidi recimo takole plitvina, sred ničesar. Ful piha. Evo, Mavrica lepa, do tam načes imamo še par mil, smo že videli jadrnice, zdaj se pa že prve kaple, ko greva v zavetje. Opaziti moramo, evo ti tukaj so plitvine, tukaj je plitvina. V bistvu kar dosti uporabljam Google Maps, kater se lepo vidi te plitvine, ker je tako globina 25-30 metrov, kjer so pa te čist recimo plitvo, da je pol metra, meter globino se pa že nadaleč vidi. Tako da za Canavionicsa karte niso tukaj natančne, v bistvu nobene kaj dosti ne. OpenCPN ne dela na tej aplikaciji, ki imam Android. Ne mogo imeti na računalnik nima GPS-a, mi spet nič ne noca, tako da en kup komplikacij s temi kartami. Tako da smo brala, da je še najbolj se zanašati na svoje oči, Google Maps in to je to.
Miha se kome premikava naprej. Še 1,6 milje malo do tamle. Tako, medva greva danes na kopno. Mislim, da si zaslužba. Kakšne barve, neverjetne. Takih barv pa še ni bilo. Tole so korale, vidim, ja. Ribe plavajo. Evo se malo tukaj po obali, po tem otočku malo razgledati. Bosa sva šla, slaba odločitev, druga je slaba odločitev, da sem pa sidro pozabil. Tako da nisem mogla tle v vodi pustiti gumenjak. Dala sva ga tamle ven, sem ga nim kam prevezati. Je pa zdaj vseka, se pravi, se bo zdaj začela voda potovati. Tako da zdaj vem, kaj sem pozabil. Naslednjič, ko greva na jadrnico, moram to vzeti. Zdaj pa da vidimo, kaj naj čaka tukaj. Sem da vidim, koliko je tlele toka, pa koliko je globine. Če bo prišla čut. Upam, da bova. Drugače pa tam gor malo višji je bolj plitva voda. Čeprav mislim, da tlele je kakšen meter globoka, ja. Tole so v bistvu same školjke, pa korale, tako da bo shoditi. Je tako malo ostro. Rdeče barve, vse skupaj. To so pa same školjkice, tole belo, pa korale. Zdrobljene seveda. Tako nikamor ne mora dejansko tlele, greva nazaj. Na jadrnico za obud iskati, pa sem hotel s večjim dronom poleteti. Ne morem, ker enostavno ne dela, zaradi baterije v daljincu. Žal v Sloveniji nimamo enega servisa, v katerem bi mi zamenjali baterijo ali pa da bi jo lahko naročil. Žalostno, res žalostno. Samo lahko kupiš pa nove. Nove, čim večjega, čim dražjega, to pa vsi imajo radi. Katastrofa. Tudi midva bova imela pirhe. Natalija jih je že namočila v perfumo, da so že obarvana, zdaj pa ne vem, kaj bo še tole ratalo. V glavno, jaz se bom lotil pa tegale. Zdaj bom to staro baterijo, ne moram z dronom sploh več poleteti. Bom zdaj probal zameniti, bom dal to staro original nazaj, če je sploh original, se ne vem več kaj je original, kaj kopija v glavno. Sicer ni tako enostavno, ker je treba čisto razdrti, ampak se bom kar lotil, Natalija naj pa tele pirhe poštimo. Počasi napredujem, dobro, da imam te orodje pravo, vse, da sem takrat naročil kupu, da se lahko to vse sploh razdre. Glavno takole zgleda. Nadaljujem. Veliko plastike, nekih majhnih šravkov. Baterija tle nekje noter, ki je še ne vem, mogoče celo tam noter. Jo vidim. Ja, tam noter bo. Sem, da tam je še dolga pot. Upam, da mi uspe, pa da bom lahko letel, da posnamem potem kaj zelo lepega, ker tukaj je pa res nekaj lepega v zone za posnet. Evo, uspešno sem prišel do baterije. Sicer pravijo na OneDrone na servisu, da to ni mogoče, da bi sam človek zamenjal, ampak sej, raje ne bom komentiral. Se pravi, prišel sem do baterije, zdaj bom dal to nazaj, original, ki je bilo prej. To iz AliExpress sem dal ven, zdaj ker ne dela. Takole zgleda vse skupaj. Jaz sem to že drugič naredil, ko še do te baterije, tako da mogoče me celo zaposlijo ali pa jaz lahko odprem kakšen servis, da je izraven še.
Sva šla tukaj na otok, malo pogledati. Okoli in okoli, gumenjak ima na ovom strani na sidru. Tukaj je pa nekdo, evo ti baterijo zgubil, pozabil, no, pa nožek. Bom kar vzel, prav bo prišlo, upam, da baterija dela, to bo še najbolj prav prišlo. Včeraj sem masko najdla na ovni strani na onem otoku, ampak je gor pisalo ime jadrnice, tako da smo potem videla, da so mimo nje plule, tako da smo jim vrnili. Ampak niso bili nič kaj dosti, bom rekel, veseli, prijazni, da smo jim vrnili masko, tako da. Barve so pa nore. Evo ga, Timi tamle čaka. Tako me, da so prišla okoli in okoli otoka. Kakšni raki. Kar zaraščen otok, tako da težko greš čez njega, se ne da. Ampak nekateri so pa samo palme gor. Tako da različni so, jih je pa ogromno na takem atolu. Glede na to, da sem tukaj čez 12 km do drugega konca, ker je ovalen, se pravi iz tistega dela tam, pa skozi dol je pa skozi 40 km dolg atol, tako da je teh otočkov, kolikor bi jih želel, kolikor jih želiš. In to je samo eden od mnogih atolov tukaj. Gumenjak malo tamle na sidru. Sem že mislil, da mi bo nekaj na glavo padlo, pa so desne ptice. Ja, zahoditi je pa kar zoprno, tele korale so zelo ostre, bos ni šans, da bi jih hodil. Jaz sem eno najdel, ti so že malo strnjene tele, pa so čisto v redu, se potakam, čeprav tudi čutim,
kakšno špico, da čez pride, bomo mogla nekaj drugega nabaviti, za hoditi po teh koralah, ki so res ostre. Se pa ena nevihta bliža, že kar fajn piha. Sem zaprl tendo, upam, da bo malo splahnilo, ker so slana jadrnica še od zadnjič. Tako da fajn, če bo kaj. Piha že fajn, se pa vidi tam od zunaj za grebenom. Čist temno, se pravi, da že kar pada. Zunaj so veliki valovi. Se odpravljamo, sicer je glih nevihta, tako da je zadnji čas, da greva za tola ven, pa bo temo. Zdaj imamo približno na uro, malo manj do izhoda iz atola. Malo si pomagam še z jadrom, ne preveč, ker treba paziti na plitvine, če treba kaj odvid, da je glih na vse jadro odprto. Takole so plitvine čeri, ne treba paziti, sicer se lepo vidijo, se ne treba biti pa pozoren. Greva pa kar po isti poti tudi, ko sva šla noter in tukaj rumena sled je od par dni nazaj, tako da greva kar po njej. Kul gremo? Evo, hitrost je pala iz 7 na 3,5. Zaradi toka. Za nama se vidijo luči iz vasi. Danes bo spet eno nočno jadranje. Glede na to, da imava 75 mil samo, nočemo biti prehitro, ker bo v 12 urah tam. Tako da je to čisto dosti, da greva sem na Genovo. Trenutno gremo po GPS-u 4,6, 4,7, tako da bova jutri dopoldne tam zjutraj, čisto dovolj hitro. Pred nama so pa še 3 jadrnice drugače. Tukaj bova zjutraj, se pravi, okoli 8, če bomo s to hitrostjo, kar je čisto dovolj zgodaj.